Danes je četrtek in sicer 10. maj in najprej bi se vam rada opravičila, ker včeraj nisem vlogala. Pač bila sem v Ljubljani, ne vem, že ob 9. smo se s puncami dobile na glavni, ker smo imele pol ob 12. nek intervju in sem domov prišla šele, mislim, da okoli 7. In ne vem, ful sem bila take čudne volje, ne vem, tako, mislim, čudne volje, slabe volje. In se sem razmišljala, da nekaj moram posneti, ker mora biti vlog, sam pa sem bila pač tako, ne bom vlogala, brez veze, da snemam in se pred kamero nekaj veselo delam, čeprav pač nisem bila. Tako da ja, še vseeno imam 2 posnetka od včeraj, ki ste v bistvu že videli, ampak ostalega pa pol pač nisem nad snemala. Tako da ja, to je to. Zdaj ura je... Nimam telefona pri sebi. Mislim, da je ura okoli 2, tako nekako. Tudi danes, ja, sem začela pozno z vlogom, ampak sem bila zjutraj na kavici, za faks sem delala, sobo sem pospravila, kosilo sem naredila, pač vse take stvari, ki mi je bilo brez veze snemati, ker pač itak ste videli te stvari tako že milijonkrat in sem pač ne bom. Tako da zdaj današnji plan je, da gremo zvečer na Škisovo. Mislim, da smo se zmenili, da gremo tam okoli 10. Jaz grem zdaj narediti jogo, zato ker, v bistvu to vam sploh še nisem povedala. Glede na to, da sta 2 meseca do poletja, se treba malo v roke vzeti. In Miha Geršič, njega sem, mislim, da že omenjala v enem prejšnjem vlogu. V glavnem, on je dal ven 60-dnevni izziv, pač izziv, ko telovadiš. In imaš 3-krat na teden telovadbo, 2-krat na teden imaš sproščanje, se pravi sprehod, bla bla bla. 2-krat na teden imaš pa pač neko aktivnost, se pravi, ne vem, hoja v hribe, rolanje, joga in take stvari. In danes imam sicer na sporedu sproščanje, ampak v torek, ki je bila pač aktivnost, nisem nič naredila in sem rekla, da bom pač te 2 dneva zamenjala. Tako da ja, grem narediti jogo. Potem moram iti po tuš, pa sodelavko moram v Domžale peljati in ja, pol naprej še ne vem, kaj bom. Čas manj do 10, tako da bomo videli. Že pol 8 in jaz sem mami obljubila, da bom danes pospravila kopalnico, zato ker ona je pospravila kuhno, posesala stanovanje in tako. Dnevno, mislim, da je pospravila. In pač ja, jaz sem rekla, da bom pospravila kopalnico, tako da ne bo pač ona vsega. In ja, vmes, ko bom pospravljala, se bom pogovarjala z vami, da mi ne bo dolg čas. Ne, se ne. Drugače, ja, hotela sem vam v bistvu razložiti, ker že v prejšnjem vlogu sem omenila, da imamo nek intervju za narediti. V glavnem, in sem rekla, da vam bom razložila, kaj je fora tega intervjuja in sem ugotovila, da sem danes spet pozabila. Tako da ja, pač ne me sploh zanima ali ne, ampak sigurno se kdo najdu, ki mi bo pol pod komentar napisal, ja, na kakšen intervju si to šla, tako da rajš razložim. V glavnem, na faksu imamo predmet, ki se imenuje, mislim, da je upravljanje v kulturi, nekaj tacga, nekaj v zvezi s kulturo. V glavnem, in fora tega predmeta je, da mi pač spoznamo, da mi pač spoznamo, kaj vse lahko počneš, ko opraviš ta faks, pač za tistega ne veste, hodam na filozofsko fakulteto, pa študiram sociologijo kulture. In pač vsakmu, ko to rečem, je tako, ja, in kva boš pol, in sem jaz tako, ne vem. Tako da ja. Pač ja, pri tem predmetu se kao naučimo oziroma spoznamo, kaj vse mi lahko delamo s tem faksom. In zdaj imamo, v bistvu nimamo izpita pri tem predmetu,
ampak moramo narediti seminarsko nalogo. V bistvu smo si mogli na začetku zbrati, pač v skupine sedeti in si zbrati, katero temo bomo imeli. In pač na razpolago smo imeli 3 teme. Ta prva je javni zavodi, javni zavod, pač ja, to je prva tema. Druga tema so nevladne organizacije, tretja tema so pa pač samozaposleni. In mi imamo nevladne organizacije. Zdaj, ta druga faza, oziroma zdaj delamo naenkrat drugo pa tretjo fazo, so pa intervjuji. In jaz pa Nina, ki jo vidite ful velikrat na vlogih, pa še ena najna sošolka Barbara, imamo drugo fazo. In druga faza je, da moraš pač narediti intervjuj z neko nevladno organizacijo oziroma z nekom, ki predstavlja neko nevladno organizacijo. In mi smo si izbrali društvo Asociacija. Pač ne vem, je kdo od vas to že slišal ali ne, ampak pač asociacija je fora, da je to v bistvu kakor neka mama vseh nevladnih organizacij tukaj v Sloveniji in v bistvu nekako pomaga drugim nevladnim organizacijam pri financiranju, izvajanju projektov, dogodkov. Pol ful se recimo tako nasploh zavzema, če pride pač nek nov zakon ven, glede teh nevladnih organizacij na področju kulture. Pač, če ta zakon ni v redu, pol ta asociacija naredi neke zagovore in se pač uprejo temu in bla bla bla. Še sama točno ne vem, kako bi vam razložila, ker tudi, ko smo bili na intervjuju, smo bili malo tako, ok, recimo, da nekako razumemo, kva delate, čeprav smo bili bolj tako, ne vem, če razumemo. Ampak ja, v glavnem, in smo naredili intervju z dvema bolj unima med glavnimi, pač na asociaciji. In ja, moram reči, da je bil kar uspešen, pač ful je bilo tako, ker to je še vse bolj uradna oseba. Ni isto, kot če delaš intervju, ne vem, s prijateljem ali pa sodelavcem ali pa z mami, očitom, bratcem, sestro. Ampak je to dejansko neka oseba, ki moraš lepo govoriti, uporabljati strokovne besede in tako. Ne vem, malo je bilo težko, mislim, sploh na začetku, ok, se pa smo nekako noter padli, ampak tudi problem je, ker ti, ko greš na intervju, si daš neka ključna vprašanja in iz teh vprašanj, ki ti oni dajo odgovore, izpelaš pod vprašanja. In je bilo malo tako, ker mi smo imeli ful vprašanj glede na to pač, kako organizirajo dogodke. Fora je pa v tem, da oni ful ne organizirajo dogodkov. In če imaš ti polovico vprašanj o tem, kako se organizirajo dogodki in oni tega ne delajo, je malo tako pač, kva jih boš zdaj spraševal. Ampak smo nekako, ne vem, naredili ta intervju, spacali skupaj neka vprašanja. Evo, moj današnji outfit. Navadna, kratka majčka, spet ti kariraste fancy hlače, črni čevlji, jopčka, navadna črna in pa torbica. In ja.
sem doma, ura je 3:30 zjutraj. Pač ja, ful pozno, vstati moram že ob 7 zjutraj, tako da bom po moje jutri cela uboga. Ampak dobro, meni je bilo ful fajn. Itak nisem smela nič piti, ker sem pač vozila, ampak še vseeno mi je bilo res ful fajn, tako. Ne vem, kaj eni pravijo, kao da ja, če nisi pijan, ne moreš žurati, bla, bla, bla. Pač ne, ni res, še vseeno lahko žuraš. Tako da ja. V glavnem, jaz bom zdaj zaključila ta vlog. Tako da upam, da vam je bil vlog všeč, da ste uživali. Pač še enkrat se opravičujem, ker včeraj nisem nekaj ful snemala, ampak pač res brez veze se mi zdi igrati nekaj pred kamero, kar pač ni res, ker itak bi se takoj videli, da pač nekaj ni tako, kakor bi moglo biti. Tako da ja, uživajte, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Čau!